Tim Gajser tudi po 5 dirkah v vodstvu skupnega seštevka svetovnega prvenstva v motokrosu. V Argentini je zmagal, na Portugalskem je zasedel drugo mesto, v italijanski Pietramurati pa je z novo zmago navdušil tudi številne slovenske navijače v progi. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tretja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Argentini. Proga v slikovitem okolju patagonskih gozdov je bila izziv za Tima Gajserja. Štartni položaj je izbiral 7., saj je imel v kvalifikacijah tehnične težave. Zelo sem zadovoljen, dobra tekma za mano, obe dve vožnji. Prve vožnje ni začel najbolje, a se je hitro, tudi zaradi nekaterih napak tekmecev, prebil do drugega mesta. Vodilni Maxime Renaux ni podlegel pritisku in napadom Gajserja, ki je v cilj prišel takoj za Francozom. Sicer nisem uspel zmagati, ampak vožnja je bila dobra. V drugo vožnjo se je Gajser podal bistveno bolje. Izognil se je gneči in mimo prvega merilnega mesta pripeljal prvi, a ga je nato za hip prehitel Jorge Prado. Vendar Španec je že proti koncu prvega kroga Gajserju gledal v hrbet. Slovenski motokros as je hitro malce pobegnil tekmecem, potem pa je maksimalno zbrano nizal kroge ter si zanesljivo privozil prvo mesto. Vožnja je bila dobra, kontroliral sem tekmo, tako da rad bi se zahvalil celotni ekipi, vsem okoli mene, res smo trdo delali, tako da hvala vsem. Tretja zaporedna zmaga v tretji dirki sezone je Gajserja utrdila na prvem mestu v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo v razredu MXGP. V šibkejšem razredu MX2 Jana Pancarja tokrat ni bilo na štartu v Argentini. Prvo vožnjo je sicer dobil Jago Gerc, v drugi pa je bil najboljši Tom Vial, ki je tudi dobil belgijsko-francosko motokros bitko ter se veselil skupne zmage na dirki. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je v vodstvu Gerc pred Vialom, Pancar pa zaseda 18. mesto. Ageda na Portugalskem je bila gostitelj 4. dirke sezone najboljših motokrosistov sveta. V razredu MXGP je imel Tim Gajser v sobotnih kvalifikacijah smolo, saj je po trku z Rubenom Fernandezom padel in si je privozil šele 7. štartni položaj. Nedeljske prve vožnje slovenski motokros šampion ni začel najbolje. Vseeno se ni predajal in je v finišu vožnje prehitel nekaj tekmecev ter napredoval do 3. mesta. Zakaj več mu je žal zmanjkalo časa. Pred Gajserjem sta v cilj prišla samo prvi Jorge Prado in drugi Brian Bogers. V drugo vožnjo se je Gajser podal bistveno bolje. Na prvi merilni točki je zaostal le za Jorgejem Pradom. Španca je nato v 7. krogu presenetil s tem manevrom v enem od zavojev in ga prepričljivo pustil za seboj. V cilj se je pripeljal suvereno prvi, kar pa žal ni bilo dovolj, da bi še 4. v sezoni stal na najvišji zmagovalni stopnički. Na njej ga je zamenjal Prado, Gajser pa je še vedno zanesljivo prvi v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo v razredu MXGP. V razredu MX2 je bil znova na štartu tudi Jan Pancar. Sobotne kvalifikacije se mu niso posrečile, saj si je privozil 18. štartni položaj. Tudi v prvo nedeljsko vožnjo se ni podal najbolje, a je nato hitro napredoval po lestvici do 13. mesta. V cilj pa je pripeljal 14. Vendar je med vožnjo spregledal eno od medicinskih zastav in dobil kazen, kar je pomenilo, da je osvojil 16. mesto. Zmago si je sicer privozil Tom Vial. Z drugo vožnjo je Pancar začel bolje. Dober štart mu je omogočil, da se je do konca prvega kroga prebil do 12. mesta, ki ga je nato z maksimalno osredotočenim obvladovanjem motorja na dokaj izdelani stezi uspešno ubranil. Zmage v drugi vožnji se je veselil Jago Gerc, dirko pa je dobil Tom Vial.
Pancer je na dirki zasedel skupno 13. mesto. Peta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala na progi Ciklaminov Pietra Murati v slikovitem okolju gorskih vršacev Trentina. V razredu MXGP je Tim Gajser sobotne kvalifikacije opravil z odliko, saj si je zanesljivo privozil najboljši štartni položaj ter najavil novo uspešno dirko. Sem zelo zadovoljen z vsemi vožnjami, ta vikend tukaj, super obe vožnje. Nedeljsko prvo vožnjo je začel po načrtih. V prvem ovinku se je na notranji strani spretno izmuznil gneči in iz zavoja pripeljal na drugem mestu. Pred njim je bil le Glenn Koldenhoff. Prvi štart je bil tak, sem uspel dobro potegniti in potem bil pol tekme za Glennom, ga dejansko kontroliral in potem naredil prehitevanje, naredil razliko. Razliko, s katero je slovenski motokros as suvereno osvojil prvo mesto v prvi vožnji. Tudi v drugo vožnjo se je v sončnem nedeljskem popoldnevu Gajser podal podobno kot v prvo. Iz prvega zavoja je pripeljal na tretjem mestu in kazalo je, da ga čaka malce več dela v lovu na prvega Jorgeja Prada in drugega Jeremija Zeverja. A Špancu je sredi prvega kroga nepričakovano odpovedal motor, kar je Gajser izkoristil ter prevzel vodstvo, ki ga nato do konca vožnje ni več izpustil iz rok. V drugi vožnji tudi dobra vožnja, uspel mi je dober štart, solidni štart bom rekel in potem sem hitro prehitel, naredil razliko in kontroliral tekmo. S četrto zmago na peti dirki sezone se je utrdil na prvem mestu skupnega seštevka in ima pred drugo uvrščenim Pradom 33 točk prednosti. Res sem vesel, hvala celotni ekipi, hvala vsem okoli mene in pa definitivno hvala vsem navijačem. Hvala vam. V razredu MX2 Jan Pancer s sobotnimi kvalifikacijami ni opravil v skladu s pričakovanji. Osvojil je namreč 17. štartni položaj, kar za zahtevno progo, na kateri je bilo težko prehitevati, ni bilo idealno. Vseeno je s prvo vožnjo opravil dobro. Kar nekaj časa je vozil 15. Na koncu pa je v cilj pripeljal na 16. mestu. Zmagal je Tom Vial. Tudi v drugo vožnjo se je Pancer podal podobno kot v prvo. Z zelo selektivno in težko progo, na kateri ni manjkalo pasti v obliki globokih brast in lukenj, se je znova uspešno spopadel. Ciljno črto je tokrat prečkal na 14. mestu. Vnovič je bil prvi Tom Vial, ki se je veselil skupne zmage na dirki in tudi prevzema vodstva v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo. Pancer je na dirki skupno zasedel 15. mesto, v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pa je 16. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V soboto 16. aprila bo na sporedu prva dirka sezone državnega prvenstva v motokrosu na progi Prilipe, ki jo bodo pripravili člani AMD Brežice. V nedeljo 17. aprila bo v organizaciji društva 2N Race na dirkališču Pannonia Ring na Madžarskem prva dirka državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. V ponedeljek 18. aprila bo na progi v Savskem Marofu na Hrvaškem druga dirka državnega prvenstva v motokrosu. Prav tako v ponedeljek 18. aprila bodo šli prvič na stezo v državnem prvenstvu tudi vozniki minimota, mini GP-ja in skuterjev.